Zoran Janković. Tudi za odstop Zorana Jankovića zbiramo podpise. Bravo! Tu smo doma pošteni državljani, pošteni Slovenci. Tu smo doma Janezi, Pavli, Marije, Štefke, Jožeti. In tu je doma predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Ja, hvala lepa. Vidim, da vam rast ne more do živega. Ne! Klena Slovenija. Pozdravljeni na trgu očeta slovenske države, na trgu dr. Jožeta Pučnika. Zdaj, nekaj let nazaj so se na tem trgu zbirali tisti, ki so pozivali k smrti. Mi danes tukaj ne pozivamo k smrti, ampak k življenju. Slovenija namreč dovolj prostora za vse ljudi dobre volje. Pozivamo pa tudi k razumu. Kajti oblast, ki ima v rokah škarje in platno, je čedalje bolj nora. Zdaj, to je bilo dobro opisano v govorih pred mano, zato tega ne bom ponavljal. Čeprav nas vsak dan preseneči še marsikaj. Se dogaja pa tudi dobre stvari. Prihajam tamle z tiste stavbe, kjer v zadnjih letih sicer ni bilo skuhano kaj veliko dobrega, ampak ravno kar sta se končali dve seji ustavne komisije, kjer so bili zavrnjeni slabi predlogi, oziroma niso bili izglasovani slabi predlogi. Zdaj vsi veste, kakšno je stanje v slovenskem sodstvu. Ampak kljub temu, da imamo tam katastrofo in da danes poštenega sodnika ali pa tožilca težje najdeš kot hitrega polža, so predlagali še to, da se odslej sodnike voli tajno oziroma imenuje tajno. In da ljudstvo, v imenu katerega se sodi, po tem uradnem listu prebere, kot ta imena predsednica objavi. No, ta predlog je danes padel. Bravo! Zdaj, kakšno je stanje, je bilo dobro opisano pred mano, zato mi dovolite v tem mrzlem dnevu, ki ste ga sicer kar dobro ogreli, nekaj besed o tem, kako to spremeniti. V svetu, v zahodnem delu sveta, je zapihal veter sprememb. Tisto, kar že včeraj ni bilo mogoče, kar se je zdelo daleč oddaljeno nekom prihodne generacije, je danes mogoče. In ta veter sprememb je treba izkoristiti. Ukradeno državo je treba dobiti nazaj.
Danes, ko nas vsak dan presenetijo novi davki, nove birokratske ovire, nova birokracija na novih ministrstvih, novi izumi, kako vam več potegniti iz vaših žepov za tako imenovane nevladnike, ki pozivajo k smrti, za ilegale, za teroriste v Palestini, za proučevanje spolov v podsaharski Afriki. Za vse to dajete denar. Zmanjka pa za dostojne plače, za dostojne pokojnine, za boljše pogoje za to, da si mladi pridobijo stanovanja, boljšo izobrazbo, za vse tisto, kar ustvari dobro. In to je treba spremeniti in zato, da to spremenimo, potrebujemo ne samo dobro voljo, pa veliko poguma, kot ga danes kažete vi tukaj s svojo prisotnostjo, pa razuma, ki ga vi imate. Potrebujemo tudi veliko zmago na prihodnjih volitvah. Zmago ne zato, da bo nekdo prišel na oblast pa nič naredil, ampak zmago zato, da si Slovenci ukradeno državo pridobimo nazaj. Kajti Slovenija ima potencijale bistveno večje od tega, ko so bili izkoriščeni doslej. Samo potrebujemo sproščeno okolje, sproščeno Slovenijo, v kateri ne bo izključevanja in v kateri se bo lahko dihalo z obema kriloma svojih pljuč. Zdaj prvi tak, še to bi rekel, ker je danes aktualno, pred dobrimi 3 leti je bila Slovenija v ospredju zahodne in evropske politike, bila je cenjena, spoštovana, poslušali so nas, nismo bili pozabljeni in od tega je imela Slovenija tudi ekonomske koristi. Bili smo druga najuspešnejša država v okrevanju po covidu, kljub temu, da so nam doma metali polena pod noge in zabadali nože v hrbet. No in kje smo danes? Danes nas ne upoštevajo niti kot tretjerazredne. Hvali se vlada s priznanjem Palestine, hvali se z podpiranjem vseh živih nevladnih organizacij v Sloveniji, v Evropi in po svetu, za vaš denar v Afriki posvajajo opice. Ko gre pa za res, pa, in to je bil en tak redek trenutek resnice pri naši znani ministrici, nas ne povabijo za mizo niti takrat, kadar smo glavna jed na jedilniku. Moraš biti predvsej poseben, da se s tem še pohvališ. In to je potrebno spremeniti tako, da prvič naredimo en test na referendumu, ki prihaja. To bo referendum o privilegiji. Medtem ko ni denarja za dostojne pokojnine, za vidno delo, za vaše vidno delo, ko moramo zbirati zamaške pa dotacije za bolne otroke, se talajo privilegiji nekulturni eliti. Pravijo, to je napačna beseda, vsak narod potrebuje kulturno elito. Samo tukaj se ne talajo privilegiji za kulturno, ampak za nekulturno elito, za protikulturno elito. Prej je kolegica Mojca naštela te dosežke v narekovajih, za kar bi se ti privilegiji talali. Že
Albert Einstein je dejal, ko neka kultura izgubi svojo dušo, potem je konec te civilizacije blizu. Zato je treba to preprečiti. Na tem referendumu ne gre za nekaj 100.000 evrov. Gre za simbolno dejanje, zato da ne dovolimo, da si bodo nekateri vzeli prvorazrednost. Za njih vse, za ostale pa donacije za maški in čakanje v čakalnih vrstah. Torej to ni zgolj odločanje o vprašanju, ki bo na glasovalnem lističu, ker je treba obkrožiti proti, še prej pa je treba zbrati 100.000 glasov. Ali vsaj 40.000. To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zglojene norosti. Kajti vsak dan se dela velika škoda za Slovenijo. No in potem je potrebno na volitvah, ki morajo priti čim prej, zbrati ustavno večino razuma. Zato, da se bo dalo nadgraditi slovensko ustavo, v njej zaščititi zdravo pamet, svobodo govora, vaše denarnice pred nerazumnimi davki, pravico do dostojanstva, pravico do normalnosti. Ko smo pisali to veljavno ustavo, če bi takrat kdo predlagal, da sta, ali pa da jih je 48, bi ga odpeljali v norišnico. Zdaj smo pa prišli v položaj, ko se vleče zasilna zavora pred propadom civilizacije in ko je treba za to ustavo napisati: oče je moški in mama je ženska. In starši imajo izključno pravico do vzgoje svojih otrok, zato v šole ne sodi nobena ideologija. Ne bela, ne črna, ne rdeča in ne mavrična, nobena. Zato roke proč od naših otrok. Te pravice treba začeti postaviti. Zato pa potrebujemo na naslednjih volitvah močno zmago, potrebujemo koalicijo razuma, ki bo imela v tisti hiši najmanj 60 glasov, in zato je potrebna formula: kdor ni proti nam, ta je z nami. Tako si bomo Slovenci ukradeno državo priborili nazaj, z njo bodo prišle priložnosti za to, da izkoristimo neizkoriščene potencijale, in tiste sanje na plebiscitu, kako bo Slovenija postala druga Švica, so povsem uresničljive. Povsem so uresničljive. Zato je pred Slovenci lahko, če imeli dovolj poguma in dovolj glasov, svetla prihodnost. Hvala Pavletu, ki je začel s temi protesti in dokazal, da pravice, med katerimi je pravica do svobode govora, svobode veroizpovedi, svobode zborovanja, ne pripadajo samo tistim, ki sejejo sovraštvo, ampak tudi tistim, ki se borimo za življenje. Ne pripada to samo kulturi smrti, in to sploh ne bi smela, ampak tudi kulturi življenja, in da se nas je danes na tem trgu zbralo rekordno število. Hvala lepa.
nazaj si moramo priboriti ukradeno državo, da bo to možno, si moramo priboriti nazaj tudi ukradeno besedo. Zato svoboda v Sloveniji